Vedno. Živjo počitnikarji, pred vami je brezskrben teden in kot kaže, je konec tudi s korona šolo. Brez slabe vesti lahko uživate v počitniškem krompirju in vaših infodromovskih novicah. No, najboljša je gotovo ta, da boste med počitnicami lahko prečkali meje svojih občin in po Sloveniji potovali brez posebnih omejitev. Spet se boste lahko družili z 10 ljudmi, odpirajo pa se tudi nekatere servisne dejavnosti in prav vse trgovine. No, v zahodni polovici države pa ima danes po 4 mesecih več kot 100 000 šolarjev drugi prvi šolski dan. Poglejmo, kako ga doživljajo mladi novinarji z osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, ki so pripravili tole. Ana, stani, dobro jutro. Ja, mama. Ja. Še en ponedeljek. Čak me. Ponedeljek je. Šola! Šola je nazaj! Na poti v šolo grem v svojo prijateljico. Med sabo drživa varnostno razdaljo. In nosiva maske. O, smo že tu! Še distance. Ja, distance. Ok, zdaj pa direkt v razred. Ja. Ok, zdaj lahko damo spet masko. To je za vse tiste, ki imate danes prvi šolski dan v šoli. Uživajte, držite varnostno razdaljo, nosite maske in ne pozabite na razkuževanje rok. Vsi, ki imate počitnice, uživajte. Tako je, prav vsi bodo upoštevali zlata pravila korona časa, maske zunaj mehurčka, umivanje in razkuževanje rok. Ponekod v tujini celo predlagajo, naj se učenci toplo oblečejo, saj bodo razrede pogosteje zračili. Vse to pa bo veljalo tudi za vse, ki boste odšli na trening, da boste nekoč tako dobri, kot je bil včeraj Anže Lanišek, ki je skočil vse do 2. mesta. Od danes namreč spet lahko trenira vseh 70 000 registriranih športnikov, torej se lahko tudi vi vrnete na treninge. Prav tako so telovadnice odprte za rekreativce. Seveda pa je najvarnejša rekreacija v naravi. Le visokogorja se izogibajte, saj je tam velika nevarnost plazov. Če imate doma veliko prostora, pa še predlog. No, tole je 170 metrov dolga steza in stezo ter bob je svojim otrokoma izdelal oče iz Latvije. Postavljajo jo kar 6 let, projekt pa ga je stal le 50 €, saj večinoma uporabil predelani materiali starih omar in motornih sani. Otroka v vožnji, ki traja skoraj minuto, zelo uživata, bob pa doseže hitrost do 30 km/h. Še ostajamo v tujini. Danes Larry, eden najslavnejših evropskih mačkov, praznuje okroglo 10. obletnico bivanja v rezidenci britanskega premierja na Downing Streetu 10 v Londonu. Larryja so našli v bližnjem zavetišču in ga posvojili, da bi preprečil napaden gledalcev, ki so paradirali pred televizijskimi kamerami. Služil je že 3 predsednikom vlade, zaradi svojih lovskih sposobnosti si je pridobil celo naziv glavnega mišelovca. Lovi tudi poglede, novinarji in snemalci pa mu večkrat prinesejo kakšen priboljšek. Veliko pogledov pa je danes uprtih v naš državni zbor, saj se bodo poslanci odločali, ali še zaupajo premierju vlade Janezu Janši. Kako se bodo odločili na tajnem glasovanju, vam bomo sporočili jutri. Zdaj pa se posvetimo mednarodnemu dnevu boja proti otroškemu raku, na katerega opozarja tudi Zlata pentlja. Rak je bolezen, pri kateri se celice v telesu nenadzorovano množijo, kar povzroča hude zaplete. Eno najpogostejših oblik raka, levkemijo, je prebolel tudi Nejc, junak 3. nadstropja, ki prav zdaj s svojim bratom uživa na počitnicah in upamo, da je prav zdaj tudi pred TV zaslonom. No, prav tam se vidimo tudi jutri. Eno soboto me je mama peljala zdravniku, tja, ko smo bili na morju, ne? Pa so rekli, da moram nazadar iti. Tam so mi pa že kar takoj potrdili, da imam levkemijo, ALL.
Bil sem pa star 10. Jaz tedy nisem bil zraven na morju, sem bil na nekih drugih taborih pa kampih in sem šele pol, ko sem prišel nazaj domov, so mi povedali, da je Nejc zbolel. Sem takoj ta prvi dan, ko sem že prišel domov, sem šel ga v Ljubljano pozdraviti. On je tudi postal junak 3. nadstropja, zato ker je meni pomagal pač ozdraviti, ker mi je dal kostni mozek njegov. Ne boli. Takoj, ko sem prišel v operacijsko sobo, sem zaspal. So mi iz medenice vzeli ven kostni mozek, ga presadili v njega in s tem se je dobil nove krvne celice in je lahko ponovno ozdravil. Če me kdo kaj vpraša, mi je čist v redu. Sprašuje zato, ker jih zanima, ne? Kako sem to preživel, to bolezen.